A zakaj toli? Triglav Olympic Legendary Ice. Au. Drugače pa petek, 17. december. A si moraš misliti, kaj ti špricne še z glavo, kad ti nekdo reče, ti imaš en kos slovenske identitete, ledenik, ki izginja. Glej, da ga v Peking pripeleš v enem kosu. Čak, kako? V Peking z avtom? Z avtom, Darko me pele. Ok, se bom več o tej misiji povedal zelo kmalu, verjetno še v tem videu. Zdaj pa moram iti, ker se bo danes zgodil 1000 stvari. Toli peva, da bomo zamudila. Ja, prosim, lepo, ja. Hvala lepa, da. Eden izmed postankov je pa tudi tukaj pred dvorano Tri lilije v Laškem, ker takšno sporočilo predati sploh mladim je en poseben privilegij. Gledamo, kam se pelje zdaj ta košček, ne? Najprej na sever, malo kladivo, potem Moskva, potem pa Bajkalsko jezero. Znaš rusko? Daj povej mi, kako se reče pa potem kaj po rusko. Dober dan, recimo. Haciri se že učili. Privet? Stari, z avtom gremo v Ljudski vrt, je to možno? Sporočilo Tolija je preprosto. Folk, tale vlog je bil do tega trenutka precej razkropljen, tudi približno nisem pokazal vse, kar se mi je zgodil v zadnjih 48 urah. No, tukaj v Monaku so pa prvi trenutki, ko so nam urnik vsaj za pikico umiri pa ostal. Poglej, da si boš lažje predstavljal mojo mikrolokacijo. V tem trenutku imam čudovit jutranji razgled na marino Monte Carla oziroma Monaka, ker Monte Carlo, to je treba vedeti, je samo en predel Monaka, tako kot, ne vem, recimo v Ljubljani Šiška. Mimogrede, tamle gor je pa Kraljeva palača. In ko si znotraj njenih zidov, pa sem rekel, bom vse razložil, je zadeva res impresivna. Zakaj smo prišli pa sem? Veš, ko sem jaz na začetku tega vloga zagrabil škatlo praktično v središču Ljubljane, 3-4, se je pot Tolija od Slovenije do Pekinga pravzaprav čisto zares začela. Pazi zdaj ta razgled. Upam, da me boš na tem poti spremljal, jaz bom dokumentiral vse skupaj v obliki storijev na Instagramu, vlogov, pa tudi kakšen kvik, ki bo vmes nastal. Poudariti moram pa še na drugo stvar. Marsikdo je rekel, poslušajte, pa se Triglavskega ledenika je že tako malo, vi ga pa še jemljete, pa nosite na drug konc sveta. Zdaj pa prosim, da dobro poslušate, zato ker bom to povedal samo enkrat. Ta košček ledenika, ki gre z mano, gre za vzorce, ki so bili v okviru znanstvene raziskave odvzeti strani Geološkega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. In ko je stroka z njim upravila, smo ga zelo previdno v roke dobili mi in zdaj smo na misiji, da ga odpeljemo v Peking. In tokom olimpijskih iger bo Toli spremenil svoje agregatno stanje, iz leda se bo spremenil zelo počasi v vodo in to ledeniško vodo bomo potem ustekleničili in jo pripeljali nazaj v Slovenijo, na ogled bo pa vsem vam, tudi tebi, če boš le obiskal Planinski muzej v Mojstrani. S2000. In tam se bo njegovo poslanstvo pravzaprav na nek način še dobro začelo. Še en trenutek za čudovito klasiko. Wow. Slišiš ta bokser? Zdaj pa pride en del, ki pa moram priznati, da mi je segel v srce. Pa ne zato, ker sem dobil fist bump od princa Alberta, pa ne zato, ker nas je sprejel v Kraljevi palači, na kar tudi približno nismo upali računati, pa ne zato, ker nas je sprejel v delu Kraljeve palače, ki tudi približno ni namenjen protokolarnim sprejemom. Namreč, ko smo prišli, je bil seznanjen s celotno zgodbo, s tem, kdo ali kaj je Toli, kam gremo, kaj počnemo. Videli se je, kako se ga to dotakne, ko je začel govoriti o svoji osebni izkušnji. Zdaj razlagal, kako je njegov dedek prinesel domov fotografijo, ki jo je potem on gledal že desetletja nazaj in je opisoval ledenik, potem je imel pa on priložnost sam stopiti nanj in je bil že za par kilometrov krajši. Skratka, večje podpore si od človeka, ki je na tako odgovorni funkciji predsednika odbora ali pa sekcije pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, ki je odgovoren za trajnost, taka podpora veliko šteje. Ok, gremo pa iz Monaka, že malo severno, najprej Torino, pa Cortina d'Ampezzo, Garmisch, München, Hamburg, pa pol Danska, Kebenhavn, pa lej, se bom še kaj oglasil. Kaj se mi gremo, kakšna pustolovščina nas čaka. To je to. A še kaj? Kaj pa jaz vem, stari? Pa da se bomo videli. Ajde.